kaj se je v naslednjih 50 letih zgodilo s pravicami žensk, kaj se je zgodilo s bojem za pravice žensk, vem, da se ne da nakratko odgovoriti, ampak mogoče bi vas prosil. Ja, to, kar ni uspelo 68. leta, je pravzaprav bila osnovna krivda, zaradi katere so se izgubile osnovne pravice, ki so bile fiksirane v zakonskih tekstih po tako imenovani tranziciji. In zdaj pa imamo že spet novo delo, ne? Ampak to je običajno. To sem razumela, da zadeve, ki smo jih nekako videli kot popolnoma rešene, urejene, vemo, kaj so človekove pravice, vemo, kaj je enakost, se pač zgubijo v poti. In potem moraš vse, na novo, kot moraš vse na nova ponovno pojašnjevati in tako naprej. Nas, 68 so bili 3 osnovni odgovori, lažni argumenti, fake news direktno. Eno je, vse feminizem je popolnoma neresen, mi se ukvarjamo s Kantom in Hegelom v prevodu in pa nočemo se ukvarjati s tako neresnimi zadevami, kaj vi hočete, babe. Druga reakcija je bila, saj imate vse pravice, v čem je problem? Ker je deloma bilo res. In pa tretji je tak, kar ste vi omenili, ki je bila pravzaprav najbolj pokvarjena in to je bilo tisto, dajmo prvo revolucijo in potem bomo tudi ženske pravice. Tako da je feminizem imel zelo grdo usodo med 68 letom in se spomnim, ko so moje kolegice zahtevali, da se o tem govori, pa so kolegi in profesori so takoj zagrmeli, da ne zdaj, to na kakšni naivni debati, dajte se vi dobiti skupaj pa nekaj. Izpletite nam.